Hvala za predstavitev. Jaz bom začela kar z uvodnim citatom. In sicer: Svet ni tako lep in rožast in prav nič nam ne škodi, če vemo, kak je v resnici. To je citat Zofke Kvedar, ki je umrla pred natanko 100 leti in je tudi izhodiščni moto te tematske številke. Svet ni rožast in preživetje človeka ni bleščeč spektakel, ampak ena sama gonja gosta kot katran. Zakaj smo se odločili za to posebno številko? Zato, ker se zdi, da smo enostavno trčili ob zid. V zadnjih letih, sploh ko je alternator v bistvu začel izhajati, je bilo lih COVID obdobje, tako da začelo se je s COVIDom, potem nadaljevalo z vsemi vojnami, agresijami, z ekonomsko krizo, zdaj pa nas hromi še ta agresivna raba umetne inteligence in trenutno si res mogoče težko predstavljamo neko prijetno, svetlo prihodnost, če si sploh lahko zamislimo kakršnokoli prihodnost, zato ker se enostavno vse se odvija tako zelo intenzivno, da ljudje enostavno nimamo več časa se ustaviti, zadihati in premisliti in mogoče tudi kaj prebrati z glavo in z razumom. Poleg tega nam pa še algoritmi ukinjajo materialno resnico in nam jemljajo pozornost in v bistvu uničujejo prostor, v katerem bi se sploh lahko rodil ta naš človeški upor. Če tu citiram še enega modrega človeka, ki je prav tako umrl pred natanko 100 leti, Srečka Kosovela. Človek hiti za razvojem in misli doseči cilj. A cilja ni, samo razvoj je. Perspektiva brez meja je razvoj, človek pa hoče doseči svoj cilj. Hodi z razvojem in mislim. Ko bo končan, se ustavim na cilju in pomislim. A cilja ni in človek se ne more ustaviti, da bi pomislil. Konec citata. Ta obljubljeni cilj, da nam bosta tako imenovani napredek, ki mislim, da se itak preveč zlorablja to besedo, in tehnološki pospešek, da nam boste prinesla čas in odrešitev in mir, je absolutna utvara. In človek se mi zdi, da še vedno naivno verjame, da bo naslednja kriza pa res zadnja, da bo z naslednjo aplikacijo ali pa z naslednjim tehnološkim prebojem prišel do neke točke, kjer se bo lahko ustavil in da bo imel pač mir in čas, ampak naš ustroj je zgrajen tako, da te ciljne ravnine enostavno ni. In edini način, da iz tega izstopimo in razbijamo to apatijo in mogoče tudi utrujenost našo, je zavesten kognitivni rez. In alternator, ta tiskana številka, je eden od teh prostorov svobode, kjer smo mislili, da je ta rez mogoč. In zato smo ga tudi tokrat prvič materializirali kot tiskano tematsko številko. Tako da pred vami ni zgolj naključna zbirka tekstov, ampak je strogo kurirana celota, ki mi rečemo preživetveni paket. Znotraj platnic vas čaka 15 raznolikih vpogledov v preživetje človeštva. Berete lahko o tem, kdo so pravi staroselci našega planeta, zakaj umetna inteligenca ne more imeti smisla za humor, kako v dolgoživosti kitov odkrivamo morebitna zdravila za raka, sprašujemo se, ali bo prej konec kapitalizma ali konec smeti, kako so si v Jugoslaviji predstavljali prelomno leto 2000, če lahko v digitalni dobi sploh umremo in o tem, ali lahko o tesnobi danes govorimo kot o epidemiji. Poleg tega odkrivamo tudi novo plat Srečka Kosovela in dotaknemo se tudi same izkušnje smrti. Tukaj pa nastopi še en ključen preobrat te številke in to je dialog znanosti in umetnosti. Zdaj znanost v svojem jedru je optimistična, ne, mora biti optimistična, drugače ne bi obstajala. In čeprav nam v obraz dostikrat meče brutalno resnico, to počne z jasno predpostavko, da človek ob soočenju z dejstvi še vedno premore dovolj avtonomnega mišljenja, da spremeni svojo smer in prevzame odgovornost, kakršnakoli že ta je. Ker pa kompleksne teme, sploh ko govorimo o preživetju človeštva, kar je zelo širok pojem, je težko izraziti samo z besedami in to se nam je zdelo, da pač znanost nujno potrebuje tudi umetnost. Umetnost namreč gledalca iritira ali pa ga fascinira do te mere, da preprosto ne more odvrniti pogleda in zamahniti z roko in reči, saj bo, nekdo nas bo že rešil.
Zdaj, če se spet obrnem na Zofko Kveder, ki je tudi obraz naše tematske številke, ona je zagovarjala umetniško svobodo v imenu resnice, ki je ne bo nehala metati, če citiram, hinavski publiki v obraz. In ilustracije akademske slikarke Milanke Fabjančič v tej številki počnejo točno to. Zrcalijo tisto, kar znanost meri, opazuje, analizira, ampak družba tega enostavno še noče, ne želi ali pa ne more videti. Zato so njene podobe namensko ustvarjene nočne more, ki pozivajo k kolektivni odgovornosti. In so v bistvu tudi poziv k temu, da se prebudimo iz sna in da pogledamo resnici končno v obraz, če tudi je ta neprijetna. In zato smo to nočno moro natisnili tudi na papir. Zdaj pa zelo banalen odgovor na vprašanje, zakaj sploh izdajamo fizično revijo, je pa zato, da vam ponudimo našo verzijo plažnega čtiva, ampak plažnega čtiva brez rožnatih očal. Hvala.